Prav lep športni pozdrav, tokrat v prostorih nogometnega kluba Zagorje. Jaz ga poznam še kot nogometni klub Proletarec Zagorje, ker sem še iz tistih časov, ko sta tokrat moja dva sogovornika, zdajšnji predsednik Aleksander Kos Šišin. Ja. Nekaj časa sva igrala celo skupaj nogomet, ter Miloš Roglič, Midva pa nisva igrala skupaj nogomet, sva pa šla kdaj na romanje skupaj. Tako. Ja. Tudi Zagorje povezano. 100 let je nogometnega kluba, ampak preden se tega dotakneva, pa tudi te nove pridobitve nogometnega kluba, nove knjige o stoletici nogometa v Zagorju. Najprej mogoče par besed, Miloš, zdaj, a si ti iz športne družine? Kako to, da si ti zajadral že kot mlad fantič v ta zagorski klub? No, jaz mislim, da že moj priimek Roglič nekaj pove. Gleda, da smo vsi nekako imeli stik s športom. Jaz sem prišel v nogometni klub Proletarec takrat pred 55 leti. To pomeni, da imam že dolgo zgodovino tukaj. Si že star 55? In nekaj zraven. Tako da to, takrat si bil, v tistih časih si imel je bila čas, da so te sprejeli, da si nekako lahko sodeloval. Bili smo priseljenci v Zagorju, 66 leta smo se selili v Zagorje. Iz kje? Iz Kisovca, kjer je bila naša rodna hiša. Tako da smo se hitro vključili v tale sistem nogometa in se pravim, še danes pri 65 letih sem to. In takrat kot 10-letni fantič, kdo je bil tisti prvi trener? Se kaj spomniš? Pa kdo je bila tista generacija, ki ste skupaj žogo brcali? Moja generacija je bila takrat kar popularna. Vsi poznamo Sandija Ritarja, poznamo pokojnega Gošteta, vsi so nekaj ustvarili, potem je bil Mišel. Bili so Pavlič, Branko, v glavnem fantje ta pravi, ampak vsi smo bili nekako priseljenci, tako da smo se hitro ujeli, tudi pokojni Borut Drnovšek, smo ga vsi poznali, je bil v naši družbi. In nekako moj prvi trener v nogometnem klubu Proletarec je bil pa gospod Javršek. Javršek, verjetno ga malo kjer pozna, to je bil zelo velik gospod, z veliko avtoriteto, ne kot sedaj, ko se pregovarjaš, pa ni nič, Mislim, da nas je takrat samo pogledal, pa je bila stvar zaključena. Miloš, pa jaz se spomnim, ko zdaj spremljam kakšne starše, otrok, ki trenirajo, ko sem jaz treniral, pa če so bili kakšne težave na treningu s trenerjem, da me je domov poslal, vse nisem doma upal povedati, Zdaj pa to malo drugače, Žal, vsi nekako stremimo za temi čase, vendar jih ne bomo več spravili nazaj. Sama stvar, samo življenje se je obrnilo v drugo smer, moramo spoštovati. Danes moraš spoštovati otroka, če ima sploh željo, da pride, da se trudi, da nekaj naredi na igrišču, tako da s kakšnim presingom ali pa z bilo kakšno drugo stvarjo ne bomo uspešni. Zdaj ti imaš zelo zanimiv rod, Roglič Leopold je bil tako golman, vratar kot si ti, Taci, Franci. Tako, bratranc tudi, je pa svetovni žongler bil, že takrat. Ja, tehničar smo rekli. Tako, bil je zelo znan tudi v malo nogometnih krogih že takrat. Tisto, kar je on delal, so potem kasneje Maradona in ostali. Ne, da so jih oni kopirali, vendar bil je res. Bil je talent, ki ga je izpolnjeval. Igral pa je seveda tudi velik nogomet. Prav tako smo v Zagorju nekaj časa igrala skupaj. Točno se pa ne spomnim njegove poti. Zakaj nogometni vratar? Je bilo to kar takoj, so te kar na gol postavili, je bila želja? Mislim, da je bila želja. Tako da v tem poklicu, če rečemo temu poklicu, sem tudi užival celo življenje. Tudi v srednješolskih dneh, ko sem 2 leti bil pri Slovanu v Ljubljani. Kaj je to pomenilo? Prej
Takrat je to pomenilo veliko, ne? Ker po osnovni šoli, ko sem se upisal na pedagoško gimnazijo, so nekako ti ljubljanski trenerji iskali določene ljudi. Vem, da so bile takrat ene priprave za reprezentanco Slovenije. Mislim, Slovenije takrat je bilo še v okviru, ne vem, kako je točno šlo, v Sloveniji pa potem naprej, ne. So me nekako našli, no, tako da so mi nekako 2 leti izpolnili tudi to željo, da sem se umaknil iz Zagorja. Kot dijak. Ja, ampak potem te pač moja želja je bila vedno delovati v klubu NK Zagorje. Ampak vmes je prišla tudi Olimpija, ne? Olimpija je bila samo pol leta. Zakaj pa Olimpija? Ne vem, poslovano sva takrat z zelo znanim igralcem Lojzem Skrinerjem sva skupaj igrala pri Slovanu. Potem sva dobila povabilo, takrat je bil še Marko Elzner, pokojni žal tudi. Tako da je bilo lepo. Zanimiva selekcija. Si potem še igral v Zagorju? Ja, potem sem se vrnil v Zagorje. Sem še igral v Zagorju pa nekaj let pod vodstvom Danila Bantana. Tako potem pa je prišla družina, otroci in se je stvar počasi. Sina in hčerko, ne? Tako. Tudi sin, vratar? Sin je bil nekaj časa, prav tako je bil, takrat sta z Miranom Burgičem skupaj odšla v Gorico. Vendar Mirano je uspelo, njemu pač ni. No ja. Tako na kakšnem drugem področju. Seveda, nikoli ne veš. Se bova še dotaknila potem tudi kakšno tvojo zgodbo iz trenerskih časov. Kako si se pa ti srečal? Tudi športna družina, družina Kos? Ne, nikakor. Knapi. Par rodov nazaj. No, tudi jaz sem bil 6 let, predtem sem šel v vojsko. Skozi šport je bil moje življenje, ne. Gibanje, skakanje, to je bilo. In jaz sem bil doma v tistem bloku nasprot Partizana, takrat je bil TVD Partizan. In takrat smo hodili ti mulci, 7 let star, 6, na športno vzgojo. Takrat smo se spoznavali s športi, tako klubskimi kot individualni, ampak nogomet, to je bila, kot tem rečemo, ljubezen na prvi pogled. To je to. To je šport, ki ga jaz hočem igrati, trenirati, celo živeti od njega. Takrat se veš, 7 let star, že imaš nekaj, kako bojim. In ko so trenerji tebe opazili na treningu, so videli, da imaš zelo hitre noge. Ja, to pa je res, ja. Res bilo, moram priznati, bil sem res... Kaj je to pomenilo? Da si kar pol centarfor, krilo? Ne, zanimivo, da sem začel, bi rekel, kariero, ne, se pravi v teh pionirskih časih, ne, tako bil mlajši pionirčki, takrat bilo, ne, vzadaj. Sem bil libero, ne, se takrat rekel. To je bila petka takrat. Ja, ne, libero, ne, se pravi, in zato glih zaradi tega... Ja, tako, točno tako, evo izpolno, ja. Tvoja generacija takrat pa mogoče prvi trener? Metod Tule, ki potem, kar v Kisovcu pustil tudi dobršen del svoje trenerske kariere. Z mlajšimi je delal. Ja, Metod Tule v bistvu me je spremljal skozi vse tele selekcije do članov. In tudi pri članih sem v bistvu pri njem začel še ne 17 let star, se spomnim takrat, Skriniar Lojs, ki si ga omenil, je bil trener mladincev in smo bili tam zbrani, kako taktika, in pride Ule noter, reče, Skriniar, Šišota ti bom vzel. Jaz begam, gledam enega, drugega, ko je zdaj, ne vem, po mojem sem barve menil, ko trema je nastopila, ko bo on mene vzel, ne, in takrat je bil moj prvi nastop, zdaj ne vem, kdaj pa za člane. In takrat sem bil polredni. In zakaj Šišo? Šišo. Hitrost. Ne, to je pa zanimiva zgodba. To pa, ne vem, ti boš spomnil Jaka Železnik, on je tudi fuzbal igral, tudi zelo dober fuzbalar, nogometaš, no. Tam smo bili okoli bloka, tam ulica Talca, to je bilo vrh, še skozi bil. In jaz, smešna zgodba, res, nekdaj sem si želel imeti kratko frizuro, kot da bom vedel, da bom vojaka, ne. Čeprav sem takrat želel biti fuzbaler. In zgleda je tako, kot da bi vsak teden se ustrigal. In ta Jaka je rekel, olega, spet si se v Šišo. V Šišo. In Šišo se je v Šišo. In prišel je do tega Šišota in je v Šišo. In ta Šišo mi je tudi spremljal službo v Ljubljano. Nekako je prišla ta informacija v Ljubljano, kar je zanimivo, dobro, Slovenija je mehna, ampak
Tudi tam tudi šišo, ja. Je pa zanimivo, ne? Zanimive poklice, najprej kot rudar, prav kot rudar si delal. Tako, rudar, kopač, torej šola. Na 4 izmene ali na 3 izmene? Na 3. Na 3 izmene? Ampak takrat naredil sem to pripravniško 6 mesecev, ker sem dal vse 3 izmene na različnih teh položajih, ne, se pravi čelo, amo, tamo. Potem sem pa, ko sem to zaključil, mi je pa res nogomet uredil, da sem samo zjutraj hodil v službo. Zaradi treninga. Tako. Ker izmensko delo je kar naporno. Ja, tako. Ja. No in v vojski so pa razna dežurstva, ne? Ja, vojska sem pa pač prilagajal. Doskrat sem se odrekel, ko si rekel, kakšnih dežurstev, tudi kakšnih terenov, kar je prineslo kak dodaten denar, ampak jaz sem takrat živel za fuzbal. Sem imel pa to srečo, da je ta služba ponujala, mislim, da je edina služba, ali pa mogoče še kakšna obstaja, ampak jaz ne vem, kjer sem moral se s športom ukvarjati po službeni dolžnosti. Nam je pripadala 1 ura na dan, kjer si se mogel športno udejstvovati. Ker enkrat na leto smo imeli te, zdaj se reče, NATO testi, prej je bilo preverjanje fizičnih sposobnosti, tek, skleci pa trbušnjaki in si ti mogel biti pripravljen. Zato so ti omogočili, da si to tudi delal v službenem času. Seveda jaz kot poveljnik, pa ko sem malo znal, kako besedo reči, sem kako minuto več treniral, kot 1 uro. Tako da ni bilo problema tega, tako da sem v bistvu dosti pripravljen. Tudi sobote, nedelje so te pstili, da si lahko šel na tekmo. Tako. Zdaj, prej sem vprašal glede naslednika, ne? Ja. Ti imaš kaj teh športnih naslednikov doma v krogu družine? Žal, mislim, imam, ampak pot jih je pelala drugače. Žan, te največji, košarka. On je bil tudi Ampak glede na to je velikost, ne? Te prerasel? Vsi, moram povedati, da sem najmanjši v družini, ne? Bom pa status najstarejšega obdržal, tega mi ne morejo vzeti. Ja, velik, 1,93 m, zelo obetaven, ampak se je odločil za študij medicine. To pa ne gre, to pa knjiga in res ne gre. Pač odločil se je, bil je res na pragu, da bi šel v Ameriko na eno od univerz, ampak se je odločil za medicino, ker v Ameriki imajo drugačen študij medicine, kot mi. Imaš šele po redni fakulteti, ne pa za redno fakulteto, kot pri nas. Pija je plesala, tudi športno v končni fazi. Ja. Ta najmlajši, tudi prerasel, tudi košarko, je pa korona. V korona času je nek klik bil, pa enkrat rekel, me je povabil v sobo in rekel, ti veš kaj, jaz pa ne bi več treniral košarke. Okay, meni je bilo sicer hudo, ker bi pa sploh imel neki vse, ampak tako se je odločil. To odločitev, podpiramo zdaj, ustvarja, je umetnik, tudi športači, seveda, športniki so vsi, normalno, ampak pač rekreativci. Tako. Ja. Bo pa mogoče vnutek. Glih to sem jih hotel reči. Jaz sem že to srečo, da so športniki. Ja. Tudi nogometaši, 4. generacija Goštetov v nogometnem klubu Svoboda Kisovec. Nikar tako, od mojega očeta pa tako naprej. Ja. Zdaj, gremo pa še malce na tvojo trenersko pot. Zakaj si se odločil tudi za to? Moja trenerska pot je nekako traja zdaj že tudi 35 let. Zakaj sem se odločil takrat, ko se je ustanovila ta šola Vili Ameršek? Ta šola je bila na enem nivoju, tako da je tudi vodstvo šole Vili Ameršek želelo, da ima šolane in strokovne trenerje. Takrat sem se odločil, omogočili so mi, plačali so mi prvo stopnjo, C licenco, potem B licenco mi je plačala občina Zagorje ob Savi, sedaj že pokojnim Branetom Mahnetom. Potem pa sem prišel tudi do A licence, tako da tisto pa ne vem, kako se je točno financirala. V glavnem, si pa vodil več klubov? Bil sem v Trbolah, sem bil tudi 1-2 leti, Hrastniku nekaj, Litija, drugače pa v Zagorju. Šole Vili Ameršek pa ni več v nogometnem klubu Zagorje? Ne, šole Vili Ameršek so skenslali. No, po domače, tako. Ja, ampak Ameršek, otrok rudarja. Ja. Ampak vse veliko Zagorjanov, Jovo Forte pa različni drugi, so tudi v Trbolah igrali. Seveda. Velikrat je bilo to mešanje. Včasih je bilo to res, mislim, da je bilo bolje, kot je sedaj. Izmenjava igralcev ni bila tako pereča, kot je sedaj. Ker če pride en od nekje drugje, od teh okoliških, velja za ne vem kaj,
če od nas gre, zopet velja za ne vem kaj, tako da mislim, da se bojo novi predsedniki v bližnji prihodnosti morali kaj vse s tem pogovoriti. Kako pa to, da si ti sedel v ta predsedniški stol pred 4 leti? Kaj je to temu botrovalo? Si bil že prej aktiven v klubu? Jaz sem bil prej predsednik zagorskih veteranov, en mandat tudi. Nekako se je s Vozlom Nejcem sva naredila nekaj skupnih projektov, on je bil takrat predsednik nogometnega kluba Zagorje. Verjetno tudi kako neumnost, ampak vseeno, suma sumarum je bila pozitivna in nekako smo se na koncu dogovorili, da pač za 4 leta prevzamem to. Ampak jaz sem že takrat vztrajal, da 4 leta, ja, ker so določeni problemi so bili že na samem začetku, potem so se pojavili koronski časi, pojavila se je delna 3. liga, igrali smo 3. ligo, doživeli smo bojkot članskih igralcev, prvokategornikov, bom rekel, ne, tako da smo morali za pol leta upeljati mladinsko ekipo, ki smo, to pa ima določene težave, ne. Prvo kot prvo je privoljenje staršev, ker niso bili otroci polnoletni, potem so specialni pregledi v koronskih časih, so tudi sponzorji umirali kar po tekočem traku, tako da mislim, da danes, ko predajam to službo, sem lahko ponosen. Da ti je nekako uspelo. Omenil si pa Vozla Nejca, ki pa bil tudi sam odličen nogometaš. Seveda. Sosed nogometnega kluba Zagorje, pravzaprav je gledal lahko tekme iz svojega balkona. In tudi eden redkih, ki je igral prvo nogometno ligo, ker to je bila ta moja prva odmevna generacija, ne, ker Vozl Nejc pa Perme Nejc izhajata iz generacije Mirana Burgiča, prav tako Branimir Čokić. Sami fantastični igralci, ki so pustili velik pečat tudi za Zagorje. Bomo mogoče še kakšnega omeniti. Ti si pa se sprehodil tudi do sosednjega Kisovca, Sobole, tam smo, mislim, da nekaj časa igrali skupaj, sicer pa pri malem nogometu. Ja, to tudi, Lemuhe. Jaz se zadaj ti spremljal. Ja, tako, ja. Tudi lepi spomine na Kisovec? Ja, imam, seveda, lepi spomine. Lepo, moram reči, takrat sicer pustimo okoliščine, zakaj sem šel gor, ampak sprejeli ste me lepo, so me lepo prijeli, res vzeli za svojega, kar me izredno veselili. To, kar si ti prej omenil, nisem čutil tega, rekel, Zagorjan, ne, resimo, ne. Fajn smo se imeli, res lepa leta, no, nimam kaj reči. Kdo pa je bil tvoj zadnji trener v Kisovcu? Pozabil. Navratil. Ker Navratil je takrat tudi delal pro licenco, takrat smo imeli prišel Elzner, ko je imel to licenciranje. Ja, tako branil. Tako, ko on je imel, ja. Predstavitveni trening. Jaz sem takrat prvič z Hrtenice prenehal, ne? Pa so potem pri 45 vrnil še za 2 leti. Ja, tako, ja. Tako da sem verjetno dlje igral, ne, kot ti. Ja, to ja, sigurno v Kisovcu, ja. Ja, tam sem tudi v bistvu zaključil z nogometom, no, tam 2005 je to bilo, ja. 2005, ja. Trener pa nisi? Ne, trener nisem. Sem takrat 1 leto pomagal v Kisovci trenirati U10, ampak sem zaradi službe res ni šlo, to pa res ni šlo, ne. Ker ne vem, potem se je dogajalo, sem klical, ne morem priti, ali zamenjamo treninge in tako naprej. Nisem bil 100% in jaz se tega nisem hotel jeti. Otroci so bili na zgubi, tako bom rekel. In to ni prav, ne. In pač rokom se ne morem, res ne morem in nisem. In takrat sem se ponudil Zagorju, da sem nehal igrati nogomet, ne. Imate me, lahko me kaj porabite, ponucate. Pa ni bilo neke želje in volje, tako da parkrat sem še to omenil, pa sem pa rekel, ok, če me pa ne rabite nobenih prostovoljnih rok, pa tudi prav, ne. Zdaj te pa očitno rabijo, čeprav ne, si bil že tudi zdaj v tem mandatu član upravnega odbora? Ja, jaz sem, ne vem, koliko je leto pa pol, ne, mislim, koliko cajt leti, sploh ne vem. Zaglih, ja, na Miloševo povabilo, pa od Antona Drgana, Noni, sta me povabila, če bi se vključil v delovanje upravnega odbora in seveda nogometa. Sem seveda privolil. Vmes selil v Ljubljano? Ja, vmes selil v Ljubljano. Upokojil se. Upokojil se in zdaj
mene kličeš, jaz na morju, ne? Zdaj sem pa predsednik. Ne? Ops, te bo pa tudi za mene šok. Ne? Ljubljana je blizu, pa ni blizu. Tako, to je res. Ne? Sedaj, vedno je bila v meni želja, pa ne, da bi bil predsednik, ampak dejansko, da bi se vključil v klub pa pomagal. Ne? Da vrneš nekaj klubov? Točno tako. Nekaj sem pa tudi skozi dal, nekaj pa tudi znam, če pa ne znam, imam pa neke izkušnje. Ne? Oziroma tudi poznam koga, ki ga lahko vprašam. Ne? Pa ti bo lažje zdaj iz ene perspektive od zunaj gledati na klub malce, da nisi vsak dan v stiku z To je bil en očitek, vse te ni bilo tukaj, ne, nič. Ne. Res je, ne, nisem bil, ne, ampak to si pa je zdaj v plus štejem. Ne. Čeprav sem otrok Zagorja, sem igralec enega Zagorja, ne, se pa čutim kot zunanji udeleženec, ne, ker dejansko nisem bil vpet v vse teh zgodb in tako naprej. Ne. Tako da, to sem hotel preveč in vedno sem želel delati v klubu. Ne. Zdaj boš imel 4 leta tako, ne. Možnost fajn delati. No, jaz vem, tukaj sem že poznal nekako, kaj se dogaja, gor, dol in padel je pol enkrat tukaj na tem sestanku predlog, ne, oziroma vprašanje, ne. Če bi bil Šišo, naslednik. si kaj razmišljal, da bi mogoče ti to prevzel. Sem rekel, da sem res razmišljal, moram priznati, ne. Ampak sem rekel, imam eno vprašanje. Ne. Veste, zdaj sem Ljubljančan. Ne. Vsak dan res ne bom mogel kle biti. Ne. Ampak Miloš lepo rekel, so telefoni, so maili in kle si boš pač izbral namestnika, podpredsednika, ki mu zaupaš in bo pač v istem času. In se je to že zgodilo? Ja, seveda. Ja. Kdo pa je? Ada Mojčinovič, ki je že prej bil. Ki je tudi občinski svetnik, če se ne motim. Ne. Ti ste pa Adil Macanovič, ja. Tako. In on pa zna z besedami, je tudi proaktiven, neverjetno ljudi pozna. Tako, pomoč. Tako. Miloš, ti ostajaš v upravnem odboru? Ne. Ne, si se umaknil? Jaz sem se umaknil, ker je nekako bilo dovolj. Tudi jaz mislim, da sem klub pustil v dobri kondiciji. S 7 selekcijami, ne? Z 8 celo sedaj, smo rekli. Tako da bom pa na voljo za razne vprašanja, kajti vem, koliko sem se sam to prvo let lovil, ne? Z raznimi razpisi letnega programa športa, zaradi telovadnic, zimskega obdobja, vse tretje, nihče mi ni glih ravno povedal, ki je direktne, ampak sem se po vinkih nekako zvedel, sam raziskoval. Tako da, se pravim, jaz sem svoj del. Problem je pa tudi, kar se financ tiče, ne? Ker nekaj je občinskih dotacij, ki si prijavljajo pač klubi na določene ta sredstva proračunska, ampak tega ni veliko, brez tega klub ne bi preživel, brez vadnine ne bi šlo, ne? Ne, brez vadnine. Oziroma najprej morajo biti igralci, ne, sploh. Glede vadnin je tako, da vse te, moram se še to pohvaliti, da smo v tem mojem obdobju tudi šolali 3 domače trenerje, tako da imamo res selekcije zdaj polne z profesionalnimi šolanimi trenerji. Nekako se z vadninami se tudi njihova plača pokrije, tako da jaz še vedno trdim, da z nekim normalnim odnosom tudi do denarja pride skozi. Ne. Je pa res, da sva določene stvari že govorila. Zaradi vseh teh stvari sem bil verjetno tudi malo na udaru, ne, ker za mene evro še vedno pomeni evro. Ne, se imaš 5 evrov, pa jih boš dal. Ne. Ker jaz sem si naredil pač mesečni proračun, tukaj je noter, tukaj je gotovo. Ko smo do tistega limita prišli, smo stvar zaključili. Ne. Tudi že v prvih letu svojega mandata sem nekako ustanovil svet staršev, ki prej ni deloval, prav z namenom tega, da so starši bili seznanjeni po selekcijah, kaj se dogaja, ne? Kaj, če se nekaj več pobere, kam gre to, da je bilo to. Tako da smo te govorice zelo hitro izključili. Ni pa za gledalce šport več poceni, ne? Ker so stroški sodnikov, stroški potovanj in tako naprej. Ja, stroški so ratali enormni, sploh sodniški, tako da stroški prevozov
si jih sploh ne moreš več privoščiti. Ne. To je sedaj vse skoraj na ramenih staršev, ni pa nobenih problemov, bom rekel. Starše so resnično, kakorkoli jih jemljemo, včasih pridejo predalec s svojimi idejami, s svojim govorenjem, vendar brez njih v Zagorju ne bi bilo nogometa. Brez ekipe, zdaj, če tu preberem, Boštjan Grošelj, ki je verjetno dal tisto vsebinski del oziroma oblikovni del, ne? Janez Lipec, Miloš Roglič, Matej Strgašek, pa tudi te knjige, ki bo sicer luč sveta je že ogledala, ampak podeljena bo tam 22. septembra na Slavnostni akademiji ob 100. obletnici, čeprav 7. augusta bo 100 let, ne? 7. augusta bo 100 let, ja. No in ta knjiga je produkt tega, zdaj vse ne smemo pokazati, kakšne slike lahko, ne? Jaz sem si jo že pridobil, ampak je tudi ne smem pokazati, imam to še v domačem arhivu, ker je nekaj podatkov takih, ne, ki bojo razkriti 22. septembra. Ampak vem, tudi sam kakšno knjigo napišem, ne? Ni malo dela, ne? Ne, ta knjiga, reci in piši, je nastajala 6 mesecev, bom rekel, ne glih vsakodnevno zadolžitvijo, sigurno pa, da smo se enkrat na teden dobili pri Mateju v knjižnici. V začetku je bil odziv zelo slab. V enem mesecu nismo imeli gradiva niti za 5 strani. Potem pa smo nekako, ne vem, kar bi se en plas usul, klice je ta, poklice je drug, poklice je preveč, ne? Pa so pa kar nosili, malo sem šel sam, to tako ogromno gradiva je dal Danilo Bantan, slikovnega gradiva. Ne? Nekaj smo dobili v Zgodovinskem muzeju v Trbovljah, tudi v Zagorski knjižnici, potem pa tudi od Rozineta, knjiga je bila na vprašanje, če lahko uporabimo, je bila tudi malo vzeta noter, tako da knjiga je pred nami. Je pa igrišče, ne, ki stoji zdaj na tem mestu, ne, ni bil vedno tu, ne? Igrišče, lokacija igrišče je menjala, in se je bila na polju, na prostorih današnje komunale, potem je bilo skupno igrišče, Kisovec, Zagorje so imeli, knjiga vse lepo te vire jih je našla in tudi opisala. Tako da je bila zanimiva zgodovina in se pravim, še enkrat kapo dol našim prednikom. Super, zanimivo branje. Šišo, ni samo 100 let, obletnica, pa Slavnostna akademija, ampak v občinskem prazniku, mislim, da je 3. augusta, bo ta slovesnost občinskem v dvorani v Zagorju, v Delavskem domu, kjer bo nogometni klub Zagorje eden od nagrajencev občinskih prejemnikov zlate plakete. To pa je tudi čas, ne? Ja, seveda je, ne. Sicer je to delo že malce predhodnikov, ampak kako bo šel po zlato priznanje? Ste že kaj dogovorili? Kar si že omenil, to je delo dosedanjega predsednika. So v bistvu, moramo še tako reči, ne, formalno je še kar Miloš predsednik. Jaz še nisem dobil odločbe, ne, ampak dejansko je že delam. Občni zbor je že bil, ne? Občni zbor je bil, je že delam, se pravi, se pogovarjam z igralci, trenerji in tako naprej. Podpisnik je pa še kar Miloš. Tako da bo Miloš šel sprejetne. In tudi to, ko je že Slavnostno akademijo, bo tako speljano, kakor je pripravil, so jo pripravili, no, tako da jaz bom v bistvu sam bolj statist, no. Mogoče, če me bojo omenili, da je tukaj novi predsednik. In te bodo potem po 22. septembru vrgli v vodo. Tako, ja. Ja, ti si že kaj ogledal knjigo, si kaj takšnega zvedel v knjigi? Ne, nisem še, tudi malo pred tabo dobil, tako da me še čaka to. Te še čaka, pa boš tudi? Ja, seveda. Molčal, ne? Seveda. Ti si zdaj novi predsednik z novim upravnim odborom. Ja. Kaj pa so zdaj cilji? Zdaj Zagorje je bil svoj čas v prvi ligi. Tudi druga liga. Tretji ligi, zdaj za koga je kar razočarane, ne? Vsi zasavski klubi, ne? Kisovec, Svoboda, Trbovlje, Zagorje. Prva Ljubljanska. Liga, ja. To smo rekli 4. liga. 4. liga, tako, ja. Ja, Zagorje je imel res lepe čase, ne? Sploh ta drugoligaška scena je bila, rekel, čeprav
igranje v prvi ligi je pač nek svoj čas. Smetana. Ja. Pa kakšne veličine trenerske? Ja, tako pa tudi igravci. Ne? Sedojevič, če se ne motim, Mladenovič, dobro, pokojni Žibret. Ja. Tako da zdaj, mi pač moramo štartati od kje smo. Ne? Zdaj, pogledaš nazaj, pa kakšno izkušnjo pobereš že, ne? Ampak gremo naprej. Ne? In zdaj smo si zastavili cilj, to, kar je tudi že Miloš začel, da naredimo neko trdno sredino, ne? Se pravi sredino domačih igralcev. Ne? Se pravi, treba pridobiti še otroke, ki bodo z veseljem hodili, kjer bodo imeli nek cilj igrati v članski ekipi, ne? To jim bo neka motivacija, ne? Pri tem moramo pa tudi mi biti ambiciozni. Ne? Se pravi, naša ambicija je 3. liga. To je pač minimum. To je 3. liga, pustimo kaj bo, 3. liga. Se pravi, ta moj 4-letni mandat je nekako vezan na to, da bo prišla članska ekipa v 3. ligo in da postane stabilen 3. ligaš. Ne, da bomo se zadnje tekme preštevali točke, pa odvisni bili, koliko bo on igral in tako naprej. Ne, da smo stabilni, da mogoče celo posežemo po višjem rangu. Ne. Mogoče vprašanje za oba. Vsaj v zagorskem športu spremljam, pa tudi mogoče v kakšnih drugih občinah. En problem, vsaj meni se zdi včasih, ne, ko neka domača ekipa počasi prodere iz 3. v 2. ligo, pa iz 2. v 1. košarka, rokomet, potem tudi nogomet. Kar naenkrat pride kup novih igralcev, tisti, ki so bili nekako zaslužni, tudi s trenersko ekipo nekako prenehajo z nogometom, športom in potem pridejo tisti, ki niso srčno vezani na klub, bolj finančno. Tako. In potem pride 2 leti v 1. ligi in potem nazadnje pristaneš v 4. Ali pa sploh košarke več ni. Ja. Tudi mali nogomet je bil tako. Ne? Tako. Je to težava, je bolj graditi na domačih, pa mogoče je to 3. liga, vse skozi. Definitivno, jaz sem pristaš tega, sigurno, graditi na domačih igralcev in kar sem rekel, biti neki stabilen 3. ligaš, kjer se razvijajo igralci, člani še naprej, kaj pa vemo, mogoče do kako možnost, da gre v višjo ligo, kako tujino, ne glede, in s tem smo že veliko naredili. Najbolj smo pa to naredili, da smo omogočili tem našim mladim, se pravi otrokom, da imajo dejansko neko motivacijo trenirati in pač, jaz bom pa tudi enkrat igral v 3. ligi. Ne? Imaš podobno mnenje? V vsakem primeru. Dobro, sej pomoč igralca 2, 3. Ja, definitivno, ne sigurno. Pa pol ekipe. Jaz sem vedno nekako bil proti temu, še prej tudi, ne, ker Zagorje je bil znan po tem, ne, da so z domačimi igralci dogurali ali nekako se priborili višji rang tekmovanja. Potem so odšli v Kisovec, Trbovlje ali ravno obratno. Ne. Dobili smo tiste, v narekovajih, plačance, ne, ki so pač hodili za denar, bili tu prisotni pol sezone, maksimalno celo sezono, tekmovalno sezono. Ne. Po neuspehu, ki je ponavadi sledil, se je vse razbilo, ostali so dolgovi. Tako da po vsakem takem izletu v višjih ligah, ne, se je klub tudi po dokumentaciji sami velikokrat težko priboril nazaj eno stabilnost. Ni pa v življenju, tudi v društvih je tako kot v družini. Ne. Če nimaš ti eno ekonomsko stabilnost, ne boš naredil nič. Nažalost je tako. Zdaj pa si to v 4. ligi, si 2., 3., ne, kajti 3. liga, stabilna 3. liga je možna v NK Zagorju. Ne. Sicer je pa tudi zdaj v 4. ligi, ne, so 3 derbiji. Ja, tudi to je nekaj. To je nekaj, ja. Sam višji, bi fajn bilo, no, če bi pač ena od teh ekip, ne glede kjera, bom rekel, ali Trbovlje, ali Svoboda Kisovec, ali Zagorje prišli v višjo ligo, tako da tudi igralci bi se začeli nekje formirati potem, ker višja liga bi jih v vsakem primeru privabila. Mogoče bi se predsedniki tudi začeli med sabo kaj pogovarjati, ne? Naredimo stabilno ligo, ali bo to Trbovlje, Zagorec. Je
meni tudi kot dosedanjemu predsedniku popolnoma vseeno. In tudi mogoče kakšna firma se potem več pojavi. Mogoče. Pri tej knjigi je zelo veliko pomagal Iztok Živko, svojemu firmu. Ja, Iztok Živko, ga vsi poznamo. Brez njega bi to bilo težko. Ja, bi bilo to težko. Hvala, Iztok. Ja, Iztok je tudi vmes, verjemi mi, da ni bilo vedno rožnato, da sem tudi kdaj na robi, pa nisem pri njemu nikoli naletel na gluha ušesa. Pa ne zaprta vrata. Tako. Ja. To, ko si omenil, bi samo rad dodal, jaz sem to doživel kot igralec. Se pravi, otrok Zagorja, dejansko, kar sem rekel, sem se odrekel določenim bonitetam v službi, da sem lahko prišel trenirati v Zagorje. Prišel do prve lige, potem pa ne igral. Pa sem videl, kako je. Ampak jaz sem vztrajal. In to je moja neka izkušnja, ki jo želim predati našim igralcem. Da bojo vedeli, da jih razumem, kako bi se počutili, če bi isto naredil to, kar si že ti omenil v preteklosti. Dokler bom jaz definitivno. Jaz jemu povabilo za 3. ligo in sem ga takrat pač predal Slovanu. Šel sem v Ljubljano, tudi k Ljubljanki, če sta se usedla, povedal, da Zagorje ne finančno, ne kadrovsko ni sposoben. In smo se nekako dogovorili, da takrat je potem Slovan šel v 3. ligo. In taka je bila situacija. Zelo so me obsojali zaradi tega, ampak pač jaz sem to preživel in še vedno mislim, da sem naredil prav. Glede na to, da ste še kar v 4., očitno ni še dovolj kvalitete za 3. Sigurno. Bo pa zdaj mogoče. Zdaj, ti si bil vratar, V Zagorju sta bila pa tudi 2 vrhunska vratarja, to marsikdo ne ve, bratranca Hananović, Jasmin pa Samir. Mislim, halo, Z njimi imamo še vedno stike, tudi nekako smo se pogovarjali, da bi bila prisotna na slavnostni akademiji. To ima pa Lipec bolj čez, Točne informacije nimam, ker je to Janez Lipec formira pač celo zadevo in je dobil tudi pooblastilo upravnega odbora NK Zagorje, ker moramo vedeti tudi eno stvar, da po dolgem času je upravni odbor 4 leta delal na polno, kot upravni odbor, ne kot posameznik. Tako da niso bile odločitve samo moje, ampak so bile odločitve upravnega odbora. To pričakuješ tudi? Seveda pričakujem, ker težko se je sam odločiti. Pa težko je to samo... Vsekakor je pa predsednik in na koncu on nosi odgovornost. Na koncu prevesi situacijo, če je pa 5-1, jo pa ne more v svojo korist dati. Tako. To, smo že nekaj igralcev omenili, bi mogoče tako iz glave še koga izpostavil, prej si že omenil Milana Burgiča, ki je naredil kariero. Miran je naredil. Uranič, ki sicer drugače otrok Kisovca, Rudi je tudi igral v prvih ligah, potem je bil tukaj še Potokar. Cipr, če se ne motim. Ja, pa na Cipru tudi, ne vem sicer, kje je sedaj. Potem imamo Hodžiča. Tako da mislim, da... Hodžiča ali Hadžiča? Hodžič. 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 Ne, on je bil trener, Hodžič je bil pa igralec pri Gorici na zadnje. Ja, tudi, pri Gorici. Tako da, se pravim, jaz mislim, da tukaj se je veliko dobrega naredil. Nam rekel, da se smo najbolj delali, ker so bili določeni interesi tudi včasih res bolj individualni, kot pa družbeni. Klub pač dela, kot dela sedaj, glede na ekonomsko situacijo je stabilen, še enkrat poudarjam. To je pomembno. To je to. Jaz bi samo omenil še, ko sem jaz z njimi igral, Bineta, Boršnarja, njega bi rekel omenil, on je v Kopru takrat še v drugi jugoslovanski igral. In sem tam rekel, kdo je dal to drugo jugoslovansko ligo? Z Milošom Breznikarjem. Ja, tako. Ker je bil in sploh Darina Rižnar. Tako. Ki so potem igrali tudi v Zagorju. Zdaj mislim, da Breznikar Miloš, ne? Ne, je pa Rižnar, še jaz sem z njim igral. Tako, pa Žibret. Ja, tako. Polter bolj, tu, Zanimivo, kako se je to obrnilo. V jugoslovanskih časih nekako je Zagorje, kje je hodil, ker je bil Rudar, vemo, kje je bil, pač tudi druga jugoslovanska liga. Pa tudi starejši klub, Ja, tako, Ja. Eno leto, ampak je. Potem so Kisovčani hodili sam, ko se je Zagorju uspelo v prvo ligo vrstiti, Kisovec je bil pa prekratek, če bi mi takrat zmagali. Ja, no vidiš, takrat je ga, To so lepi spomini, ena. In bi potem Zagorjani prišli v Kisovec.
Ampak ja. Samo to bi bila še vedno pozitivna stvar. Tako, spravo. tako. Ja, ker To so ti pozitivni derbi. Ja, ja, tako, ker tako. to Se gre na nož. Ja, Ja. se gre. Tistih 90 minut se ne poznava. Pa, ja, ne? sam pomeni pa to samo v tem majhnem bazenu, ne? Ko se pripeljamo pa do Trojane, pa konc sem vedno več navezan nas. Ne? Tako, ne? Nažalost. To ni derbi Maribor Olimpija, Ja, tako. Ja. ki je večni. Ne? Ja. Ja, hvala vama. Ne? Jaz upam, da bo tole vse skupaj lepo uspelo. Ne? Tudi ta slavnostna akademija, da bo prišlo čim več bivših trenerjev, bivših nekdanjih igralcev uspešnih, pa tudi še, mogoče se ve, kdo je najstarejši še živeči igralec nogometnega kluba. Ve. Sam žal moram odpreti knjigo, ker to sem delal resnično po zapisnikar. Najstarejši še živeči nogometaš je Walter Prašnikar v Zagorju. Tudi njemu vsa čast. Tako, ja. Zdaj smo se malce hecala prej s snemalcem, ko smo šla na snemanje, je rekel, a pride tudi ustanovni član? A ja? 115 let pa nimamo starega, ne? Malce ožali. Žal ne, ampak kakor boste prebrali v knjigi, naprimer tudi podjetnik Mihelčič, ki jo vsi poznamo kot velikega gospoda. Ne? To je tiste hiše, ki zdaj več ni. Ni več, ampak vseeno je en zapis tudi v njem, tudi on je ogromno pomagal pri prvem nogometnem igrišču v Zagorju. Tako da, borba se bo še naprej, Tako. veliko športnih uspehov. Ne? Hvala. Bolj kot športni uspehi, saj zame je pa pomembna vzgoja mladih, Tako. da preživijo prosti čas na športnih površinah, pa čim manj na teh pametnih telefonah, računalnikih in tako naprej. Sigurno. Tako. Vsak otrok, ki pride in ga vzamemo računalniku, je dobrodošel. Ja. Hvala tebi. Hvala tudi za knjigo. Hvala pa tudi vam za pozornost, če ste bili z nami ob tej 100. obletnici nogometnega kluba Zagorje. Pa srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.